Dobrodošli v novi epizodi podcasta Delo šport, ki ga pripravljamo s partnerjem Športno loterijo. Danes je naš gost Leon Korošec, direktor zimske divizije Elana in podpredsednik skupine Elan. Leon, pozdravljen v našem studiu. Mec, pozdravljeni, hvala za povabilo, lep pozdrav tudi vsem poslušalcem. Hvala. Če začneva pri zimi, ki je nek leitmotiv vašega dela, v zadnjih dneh smo končno dobili prvo resno pošiljko snega. Ste ga kaj izkoristili? Ne še čisto, moram pa reči, da pot v Ljubljano je bila danes res prijetna in doživeti belo Ljubljano je bilo lepo videti. To je tisto, kar dela alpsko pokrajino v zimskem obdobju alpsko, torej sneg in lahko bi bilo midva danes tudi kje drugje, ne? Drži. Ampak vseeno, hvala, da sem tukaj. Kako pa v zadnjih letih ste več na smučah turnih, na alpskih smučah, koliko časa ste še na snegu? Ja, 30 dni na leto probam nekako, to vključuje tudi določene službene dogodke, ki niso celodnevni. Turna smuka se je, prakticiral sem jo že prej, vsekakor v času covida smo se tega bistveno več začeli posluževati oziroma prakticirati in nekako tudi vidimo in jaz osebno, pa tudi kot smučarski trg, da imamo neko, recimo temu, renesanso smučanja, da se pojavljajo različni segmenti, da ljudje na različen način doživljajo, uživajo zasnežene hribe in fino je tako, da v bistvu smučarija postaja različna in da vsak v tem najde nek svoj zadoščenje. Se mi zdi, tudi moje opažanje je bilo nekako podobno, da tistih kako bi rekel, manj zagretih smučarjev, ki so mogoče 3-4 na leto malo posmučali, mogoče malo manj ti navdušenci nad smučanjem, so pa zdaj večjih turno smuča kot jih prej. Predvsem ta segment turnega smučanja se mi zdi v ogromnem porastu. Ali se moti moj občutek? Ne, drži. Imate prav, turno smučanje kot segment je bil v porastu, je zelo vezan seveda tudi na snežne razmere, bistveno bolj kot rečemo temu smučanje po urejenih smučiščih, zato ker smučišča, predvsem v pretežnem delu Evrope, so že zelo zgodaj spoznala, da je pač potrebno umetno zasneževati, če si hoče zagotoviti stabilno sezono in so bolj imuna, če temu tako rečemo, na same naravne danosti. Ampak turna smuka je v razmahu in kar tudi opažamo, da ni nekega razslojevanja in prav je, da tega ni, zdaj si turni smučar, alpski smučar. Če si smučar, si smučar in lahko veliko ljudi prakticira oboje, tudi sam prakticiram oboje. S tem tudi mogoče prodamo kakšen par več, ker imaš kar naenkrat doma 2 para smuči. Predvsem pa se mi zdi, da je tukaj pomemben ta element povezanosti z naravo, uživanja v naravnem okolju. Zdaj v tem našem alpskem prostoru, kaj lahko po zimi počneš? Smučanje je ena taka, recimo temu, avtohtona, pristna stvar iz tega okolja in se mi zdi, da če hočeš pač biti aktiven, kar je prav, spodbujanje zdravega načina življenja, čisto če mečkam za jadrava stran, recimo v Franciji so za leto 2024 kot njihov glavni ali pa eno od teh državnih leitmotivov dali fizično aktivnost. Zato, ker pač ugotavljajo se za neko aktivno zdravje je fizična aktivnost res pomembna in turna smuka je tukaj idealna, ker ponuja res v bistvu eno odlično alternativo nekim ostalim oblikam fizičnega razgibavanja. In še je v naravnem okolju in zunaj, če smo že cel dan pred računalnikom. Zunaj, se pravi, vsi ti elementi, ki so pomembni. Ja, rabimo pa za to sneg, zdaj smo ga dobili in to je fino. Je pa seveda treba poudariti, mislim, da če že o tem govoriva in tudi mi, kot neka skrbna znamka na vsaki točki to opozarjamo, je pač aktivnost v naravi, v naravnem okolju, nepredvidljivi elementi, tako da pač treba se je pravilno pripraviti, imeti pravo opremo, malo pogledati razmere, res biti spoštljiv do nekih, bom rekel, teh stopenj nevarnosti, ki jih tudi v Sloveniji zelo lepo objavljamo. In mislim, da je prav, da to poveva, brez da koga strašila. Tako je, s pametjo v naravo, s spoštovanjem do gora, pa tako, kar grene.
Kako pa v Elanu gledate na prihodnost, če se tega klasičnega alpskega smučanja na urejenih smučiščih, glede na, kot ste že omenili, spremenljive vremenske razmere, ne nazadnje letos se krvavec odprl, mislim, da 26. decembra. Spravi, sezone so drugačne, ne krajše, navade smučarjev se morda spreminjajo, se bodo prilagodila smučišča ali dejansko tam morda srednja pa nizka smučišča nimajo prihodnosti za na dolgi rok ali pa kakorkoli, kar je verjetno tudi za vašo strategijo pomembno. Absolutno. Široko vprašanje. A ne? Začel bi mogoče pri tem, kar ste najprej izpostavili, se pravi same smučarske kategorije. Še vedno največ smučarjev smuča po urejenih smučiščih, se pravi v recimo temu večjih ali manjših smučiščih, in ravno zato smo tudi mi letos tukaj pripeljali eno inovacijo smuči Primetime, s katerim smo hoteli to smučanje po urejenih smučiščih narediti še bolj enostavno, zabavno, ker kljub razmahu freerida, turne smuke, je to tista hrbtenica, če temu tako rečeva, smučanja, ne, ki v bistvu pokriva vse od otrok, družin, a ne, in je prvi stik z snegom, a ne, preden ti potem narediš korake v kakšne bolj tehnološko osnovo dane. Zahtevne oblike smučanja. Ne. Kako se smučišča prilagajajo? Različno. Če gledamo ta alpski del, a ne, so se smučišča temu že zelo zgodaj začela prilagajati z umetnim zasneževanjem. Zdaj bi bilo nepošteno, da kaj preferirava ali pa reklamirava, ampak če rečemo tako, ne, Avstrija, Švica, Francija, ničesar več ne prepušča na ključju. Sploh ta velika središča, ne, kjer je to ena ogromna turistična industrija, kjer je ogromno delovnih mest, od hotelov, manjših kmetij, manjših sobodajalcev vezano na tisto dejavnost. Ne. In oni se zelo dobro zavedajo, da žičnice in sneg so tista osnova, da turisti pridejo. Turisti v Alpe radi pridejo, ker ta alpski svet, sploh recimo v času teh prime terminov, božično-novoletni prazniki, pa potem počitnice, so za večino, ki ne živijo v Alpah, en tisti tedenski odklop, rečejo temu ena alpska pravljica, in ljudje si tega želijo. In tudi v letih, ko niso bila tako v tem obdobju bogata s snegom, smo zaznali, da v teh terminih smučišča, ki so dobro naredila umetni sneg, tudi zelo, zelo dobro delujejo. Tako da, ja, turistična industrija, ki je mimogrede bistveno večja kot smučarska industrija, se temu zelo dobro prilagaja. Tisto, kar nam pomembno, ali pa tisto, kar je v celi strukturi pomembno, je pa neka uravnoteženost. Se pravi, ja, eno so veliki centri, drugo so pa vsa ta mala smučišča. In tudi, recimo, če rečejo v Sloveniji, pa rekli, da koga preferiram, zdaj sem se samo spomnil, recimo Mojstrana, ena žičnica, malo lokalno smučišče. Koliko so te stvari pomembne za mlade generacije? Sem se tam učil smučati. Tako, tam recimo v Kranju, mislim, da v Besenci tudi ena žičnica. Skratka, koliko so te mala smučišča tudi pomembna, predvsem za te prve korake, predvsem za najmlajše, zato da ti sploh vzpostaviš nek odnos do smučanja, da narediš pač neke prve korake. In to se nam zdi pomembno in tudi seveda znotraj zmožnosti, ki jih imamo, to skušamo na razne načine tudi sami spodbujati, ali pomagati z opremo, ali to, da vsako leto doniramo osnovnim šolam namesto poslovnih daril otroške smuči. Skratka, ne more en posel sloneti samo na 10 globalnih največjih centrih. Prav je, da imamo strukturo in seveda neka gibanja ali pa spremembe v naravi, ki jih malo zaznavamo, naslavljajo to, oziroma vidimo, da je izziv snežno idejo, zato se nam tudi cela ta zgodba trajnosti, do kateri verjetno morda tudi prišla, za celo branžo zdi, za celo smučarsko industrijo zdi toliko pomembno. Absolutno, ker moramo ostati v stiku z naravo, ne samo zaradi smučanja, tudi vsi ostali, če želimo imeti naravo, ne moramo
grdo ravnati z dno, čisto po domače Absolutno. rečen. Pa je, kot so spremembe v načinu smučanja, so tudi spremembe v tehniki. Tukaj je bil pa Elan na prvi bojni črti inovacij že skozi prejšnje veliko desetletij. Pa če mogoče bi izpostavila 3 inovacije, niti ni treba, da gre vsako povsem detaljno, ampak zgolj kot nek način razmišljanja Elana od, se pravi, prebojnega carvinga, ki je bil popolna revolucija v 90-ih letih, spremenil način smučanja, ta zunanji lok, mislim, vsi smučamo drugače zaradi tega. Potem recimo smuče Fusion, ki so bile nek korak v integracijo z zelo zanimivim vašim načinom razmišljanja zadaj, potem, da pač samo vezi brez smuč in vice versa ne bojo delovale. Zakaj jih ne bi integrirali? Jaz prihajam bolj iz kolesarskih vod, to v kolesarski industriji opažamo že nekaj časa, recimo integrirana krmila z krmilnimi oporami, eno brez drugega ne gre. Ne? In potem še tretja stvar, ki je tukaj pred nama, smuče Voyager, ki so pa v bistvu prilagajanje na način življenja uporabnika, na nas v mestnih središčih, na ljudi, ki grejo v Courchevel smučati z avionom in kakorkoli že. Skratka, kako vi v Elanu, spet eno široko vprašanje, kakšen je proces inovacije v Elanu, bom tako vprašal, potem pa dam vam besedo. To bo dolg odgovor, zato bom najprej začel z kratkim odgovorom. Na prvem mestu je ena izjemna notranja energija, skupine, razvojne, tehnološke, širše, ki poganja to inovativno miselnost. Seveda, zakaj pa do tega prišlo? Tukaj, mislim, je več dejavnikov. Eno je že sam začetek podjetja. Nekje sem enkrat prebral, da koliko je pomemben ta prvi takt, ki ga ustanovitelj da podjetju. Ne? In tudi, če je podjetje že 80, 100, 120 let staro, nek tisti osnovni začetek se ga včasih še vedno drži. In se mi zdi, da v primeru Elana temu je tako. Elan je bil ustanovljen septembra leta 1945. Rudi Finžgar je takrat ob ustanovitvi povedal tiste besede, kdo bi mislil na čas, kdo na denar, svet čaka name in na Elana. Se pravi, neko skupina ljudi, ki je med vojno začela proizvajati smuči, je potem po vojni želela svetu pokazati, da ima neke ideje, da ima neko miselnost, da razmišlja drugače in da to ni ostalo samo pri ideji, je nastalo podjetje in iz tega podjetja so se začele rojevati inovacije. To podjetje je umeščeno že od vsega začetka v eno alpsko okolje, Begunje, smo pač v hribih, gledamo hribe, v podjetju delajo ljudje, ki so iz lokalnega okolja, ki imajo pravzaprav nek odnos do smučanja. Marsikdo iz naše ekipe v prostem času je tudi učitelj smučanja. Skratka, gojimo do tega nek odnos in se zavedamo, da če si na globalni areni moraš biti drugačen, ne moreš priti samo z nekimi generičnimi izdelki in potem tista vztrajnost, če rečemo temu gorenjska trma, če hočete, da se neka prebojna ideja dejansko realizira v produkt, kar je ogromen proces. Se pravi, eno je ideja, drugo je pa to skozi potem tehnologijo, proizvodno, proizvedljivost, da ne delamo škarta s tem, se pravi, da je to tudi neka produktivnost. Skratka, to je res kompleksen proces, da na koncu rata izdelek, ki je diferenciran, ki je zaželjen, to pomeni, da ga globalna publika si želi, je končni rezultat. Seveda pa to, da smo kot eno podjetje iz Slovenije, ki delujemo na globalni areni, sposobni vsake toliko časa tako inovacijo pripeljati, je pa tudi gorivo za ekipo, za nas. Se pravi, to je tisti občutek dosežka. Kot v športu, ne gre za športni dosežek, pa vendarle tudi v poslu, če ti nekaj uspe, so občutki podobni, v bistvu zelo podobni. Zato sem tudi čisto za ilustracijo prinesel eno od Red Dot nagrad, dobil smo jih veliko, tale tukaj je best of the best, to je tisto najvišje priznanje in jaz pač ne bi to primerjal z občutkom zmage pri enem športniku, ampak vendarle gre za neke tiste občutke in tudi nek občutek zadoščenja, da se je delo poplačalo z zunanjim priznanjem.
Tako, če garaš in se odrekaš, je Ja. fino, če je to nagrajeno, ne Tako. glede na to, ali narediš dobro smučko ali pa si prvi na svetu v veleslalomu, kakorkoli že ne. Nisem pa odgovoril na te tri, Tako, te tri inovacije. Lepo mi je, da ste dejansko, se mi zdi, ravno prave tri izpostavili, ker so pomembne, na nek način prebojne, pa vendarle vsaka po sebi drugačna. Od carvinga bi lahko resnično zelo veliko govorila. Jaz o tem govorim precej neobremenjeno, ker je bilo to, v bistvu še preden smo ta generacija na nek način bili v elanu, do tega gojim nek odnos spoštovanja ene izjemne inovacije, ki jo je Elan pripeljal na trg in je, recimo temu, demokratična inovacija, ne, Tako je. razvita v begunjah, uporabljeno strani vseh. Včasih se pohecamo tako kot Volvo, ne, ker je razvil varnostni pas, pa je to pomembna stvar, da so delili z vsemi. In podobno mi gledamo na carving, je spremenil, kako se smuča. Carving je spremenil to, da je smučanje lažje, bolj enostavno. Tehnika, šolanje, skratka, šlo je za res večji tektonski premik in od uvedbe carvinga, ki je, oziroma za rezne tehnike, če uporabljamo slovensko besedo, lahko rečemo, je potem postalo vse drugače. Ne. Tudi smučanje je bilo majčkeno lažje za naučiti se, ne. Več užitkov na snegu je prineslo. Seveda so bile pa vmes ravno tako neki izzivi, neke ovire, čez katere je podjetje moralo iti. In smo ponosni, da je carving, oziroma da so carving smuči pomemben del naše zgodovine. In to seveda vedno znova na vsaki točki tudi v našem muzeju izpostavimo. Fusion je šlo za nekoliko drugačno inovacijo, predvsem v smislu, da je na trgu že bil nek moment, ne, se pravi, prišlo je do tega komercialnega združevanja smuči in vezi. Prej, rečemo, pred letom 2000 se je uporabnik mogel precej skozi kompleksno odločati, katere smuči, katere vezi, ne. Potem se je industrija pač nekako na ravni poti prišlo do tega poenotenja. In ravno v tem primeru smo v Elanu zopet na nek naš lasten način razmišljali, da ne pridemo na trg samo z nečem, kar že obstaja, ampak kaj lahko tukaj naredimo drugače. Ne? In tisto, kar je bilo drugače, nismo bili prvi na trgu za sistemsko rešitvijo, smo bili pa edini in res edinstveni v tem, da so bili deli vezi res integrirani v smučko in da to deluje kot celota. Pa še ena stvar se mi zdi z tistega obdobja, pa z te inovacije pomembna, je pa samozavest. Zelo veliko mislim, da govorimo o tem, kakšen pomen ima v poslu samozavest, taka pristna, ne, da v bistvu verjameš v to, da znaš in zmoreš in da boš kos izzivom. In Fusion smuči smo takrat pozicionirali na neke cenovne razrede, ki prej lani ni bil, ne, in je bilo seveda tudi z naše distribucijske mreže veliko pomislekov, ne, 700 evrov, to je bilo v časih, ko v bistvu je bila še ravno tranzicija v evro, pa je bila ta nemška marka še malo živa, ne, 1400 mark, to je preveč. Ne. Skratka, tudi ta, da smo dobili samozavest, ja, če imaš neko resnično zanimivo inovacijo, ki jo znaš dobro tudi na trg spraviti, tudi ta marketinški del je bil takrat bistveno bolj poudarjen kot pri carvingu, potem lahko trg prepričaš in se zadeva na trgu tudi lepo prime. In potem še tretja, Voyager, ta je pa najbolj taka sveža še, ne, kot rečemo temu neka večja prebojna stvar. Tudi tukaj je del ene vztrajnosti, preden smo smučo, ko dal na trg, je zadnji siguren 7-8 let dela od vojaške zložljive smučke, samega tega koncepta zložljivosti, potem širšega pogleda, se pravi, ne govorimo samo o tistem delu, ko smučamo od zgornje postaje do dol, ampak cela ta smučarska izkušnja, kako prideš na smučišče, prideš domov, seveda predvsem za ljudi, ki živijo v urbanih središčih, potem iskanje neke primarne ciljne skupine, to so bili predvsem Angleži, London, ogromno Angležev. To je bilo zelo zanimivo, Ja. Mi, ko pomislimo na smučarje, nihče od nas v Sloveniji ne razmišlja o Angležih. Ja, se jih srečamo na smučiščih, ampak ponavadi nimamo ravno pogleda na Angleže, da so to neki vrhunski smučarji. Ampak kot ste vi že v vaši strategiji izpostavili, dejansko je to zelo pomemben trg za smučko Voyager. Ne?
Anglija kot trg ni toliko pomemben, ker se tam toliko smuči ne prodaja. Okej. Seveda, Angleži kot populacija jih pa ogromno smuča v Franciji, v Avstriji. In zdaj se nam je tudi tako z vidika, kako priti na trg, ena taka zanimiva ideja. No, in seveda potem se je v letu 2020 svet spremenil in tudi tukaj mislim, da smo našli en zopet en elan v lasten način, kako narediti en premislek, ok, ta pot se je ta trenutek zaprla, a lahko naredimo kaj drugače. In v tistem času smo videli, da te lokalne mobilne počitnice, da ljudje še bolj v bistvu si želijo narave. Smo rekli, ok, se ne rabi to primarno za ljudi, ki potujejo z letali, to naj bo za vse tiste, ki potujejo na smučišče in jim to, da je oprema lažja, manjša, zložljiva, pri njihovi smučarski izkušnji nekaj pomeni. In to dejansko se res pozna, če imaš smučko dolgo 1 meter, potem ko je zložena, da daš lahko normalno v pretlažni prostor vsakega avtomobila, ne glede na to, kako velik je, kar se pa za 4-5 člansko družino, je ključna razlika med tem, rabijo kombi ali pa trugo na strehi ali pa ne. In dejansko za vse nas je se. Večina ljudi večino časa v letu smuča tako, da se vozi na smučišča. Smučarske počitnice si morda privoščimo enkrat, kdo tudi večkrat, ampak večinoma na leto. In zato je verjetno to prva stvar, ki je dobra lastnost te smučke, druga pa verjetno, ki je bila še večji izziv, je kako zagotoviti, da bo zložljiva smuča enako dobra nezložljivi smučki in v to še prepričati uporabnika, da ne bo sumljivo gledal ta pregib tukaj pa rekel, kako bom jaz smučal, če je moja smuča prelomljena na pol. Res je, to bi bil super vprašanje za mojega sodelavca, direktorja razvoja. Seveda lahko tudi jaz čist poljudno to pojasnim. Ja, smučka je v osnovi narejena tako, da je enovita. In to, da je smučka enovita, da je fizikalno gledano nosilec, omogoča to, da mi lahko navezujemo zavoje. Seveda pri zložljivi smučki, kaj smo naredili, v bistvu smo to enovitost prekinili, in ključ do tega, da v bistvu so mehanske, funkcionalne, tiste pomembne lastnosti produkta, togost, potem upogibna linija, nespremenjene, je bil najbolj trd oreh. In sem vesel, da smo ga tako dobro rešili. Tukaj zopet pride noter v zgodbo ta inovativnost, pa kako gledamo na izzive, pa da se jih ne ustrašimo, pa da smo vztrajni, pa da se, če se malo po gorenjsko izrazim, pregrizemo do konca. In zanimivo je, ko uporabniki to smučko probajo, ker skoraj v bistvu, če jim prej ne poveš, ne morejo verjeti, da je lahko zložljiva smučka po voznih lastnostih popolnoma primerljiva katerikoli drugi. Seveda je pa zadaj ena cela tehnološka rešitev, te povezovalne plošče, kako se te, kako jo obrnemo, ujamejo in v bistvu to fizikalno lastnost sestavijo nazaj. Ja, en tak zanimiv tehnološki izziv. In tudi taki izzivi poganjajo podjetje naprej, ker ko to nekaj takega uspeš razrešiti, je seveda poleg nekega premika naprej siguren tudi osebno zadoščenje ekipe. Kot smo večkrat že rekli, blagovna znamka, podjetje, blagovna znamka lahko žari navzven, samo kadar energija, tista pristna energija prihaja od znotraj. Tam se vse začne. In pri tem produktu je bilo resnično od znotraj ogromno pozitivne energije sproducirane in to se prenaša potem tudi naprej na poslovne partnerje. Tudi, Elan nastopa na 48 trgih, vsako leto, ponavljamo to zgodbo na smučarskem trgu, in tudi poslovni partnerji rabijo vsake toliko časa neko novo energijo za eno novo motivacijo. Tako vedno moraš biti. Mislim, če se ustvarjaš ime kot prebojna znamka, moraš to ime tudi ohranjati. No pa, če smo pri prebojnih rešitvah, kje pa vi kot Elan vidite prihodnost alpskega smučanja čez 5 ali pa 10 let? V katero smer mislite, da bo šel ta razvoj? V večjo segmentacijo? Kamorkoli, kako skratka gledate na to, kako bomo smučali čez 10 let? Zreli trgi, kot je smučarija, ena od značilnosti je segmentacija, tako ste zelo lepo omenili, in ta segmentacija se dogaja vsaj
zadnjih 15-20 let, če gledava recimo Elanov katalog 20-25 let nazaj, kakšna je kolekcija danes, koliko je segmentov. A ne? In po eni strani je to prav, zato ker, kot smo uvodoma ugotovila, smučanje ta trenutek, vsaj po našem mnenju, doživlja eno mini renesanso v smislu, kako doživljamo hrib, kako doživljamo goro, na kakšen način se želimo udejstvovati. Recimo tudi znotraj turne smučarije, ne, se pravi, tudi če rečemo nek segment, znotraj segmenta imamo različne načine in ne bilo prav, da bi rekli, tole je pravilno, tole je pa narobe. Ne. Se pravi, imamo znotraj turne smučarje, ki pač želijo tisti pristni užitek v visokogorju, ne, in imamo seveda tudi smučarje, ki, pa verjeli ali ne, tudi ne smučarje, ki izkoriščajo turne smuči, da hodijo po progi gor in se celo z žičnico peljejo dol. Se teh ni veliko, ampak tudi to se nam dogaja. Zakaj? Pa v bistvu je to v redu. Nekdo pozimi noče časa v fitnesu preživeti, ne, ampak gre raje na smučišče. Zdaj, smučati mogoče še ne zna, ki je priložnost, je, da se bo naučil. Tako da ja, zreli trgi doživljajo neko segmentacijo. Mi si izjemno želimo, ne, da se neke te z vsemi aktivnostmi, ki se dogajajo v svetovnem, evropskem, tudi industrijskem merilu, da bomo uspeli zavreti določene klimatske spremembe, da bojo alpsko okolje ostalo alpsko, to pomeni, da ima pozimi tudi snežno odejo, tako kot jo imamo tudi ta trenutek, a ne, in da kot znamka, ki smo zapisani temu, da navdušujemo posameznike, družine, da je smučanje tista najlepša oblika preživljanja prostega časa pozimi, s tem sporočilom naslavljamo naše uporabnike, da odkrivajo lepoto smučanja v zimskem času. Izzivov je s tem povezanih kar nekaj, ampak smo optimisti in verjamemo, da če smo pač konsistentni v tem, kar govorimo, kar razvijamo, se pravi, da razvijamo opremo, ki je bolj enostavna za uporabo, da je vsaka nova generacija v bistvu nudi nekoliko več užitka, z manj napora, da smo res pozorni, a ne, kateri novi segmenti se razvijajo in najdemo za te segmente ustrezne rešitve, potem mislim, da bomo na dobri poti. Tako, pa že prej sva začela, se večkrat dotaknila te trajnostnega vidika Elana kot znamke, pa bi mogoče na to temo vprašal skozi eno predvprašanje, ki sicer je, Elan je v Sloveniji, predvsem za Slovence, saj to je naša lokalna znamka, kultna znamka. Mi smo še vedno zelo veliko ljudi smuča na Elankah, vsi poznajo Elan. S to znamko se mi poistovetimo. Zdaj, v minulih 80 letih ste veliko naredili za to, da ste prišli do tega, verjetno pa vsaj toliko izzivov to, ali pa odgovornosti prenese, da bo znamka tudi ostala kultna. Kako jo vi vidite, ta kult Elana, ga hkrati doživljate in tudi kakšno odgovornost vam pomeni? Zelo veliko odgovornost. Bom rekel, smo počaščeni, vsi, ki smo v Elanu, da lahko delamo v Elanu, a ne, to je, si upam reči, na čast, hkrati pa tudi ena velika odgovornost. Zdaj, na odgovornost gledamo predvsem, da bo znamka primerna tudi za naprej. Če odgovorim z enim vprašanjem, jaz mislim, da globalno gledano je Elan trenutno uspešen, ker smo simpatična znamka, ker nismo pokroviteljski, ker uporabnikom ne vsiljujemo nekih svojih mnenj, ker res naslavljamo ta moment. Smučanje je ena izjemna oblika preživljanja prostega časa, s prijatelji, družino, dajte to delati. Elan je pa tukaj kot znamka, ki vas bo skrbno, preudarno, z najboljšimi možnimi izdelki na to vaše potovanje popeljal in vam stal ob strani. Ne? Tako nekako globalno nastopamo na trgu in v bistvu ta pristop znamke, ki ga imamo, da je znamka inkluzivna, se pravi, da smo za vse, ne, da se ne osredotočamo ali pa pridigamo uporabnikom, kaj mora delati, se mi zdi, da se je zelo dobro prijel. V domačem prostoru pa mislim, da sta tukaj še dva dodatna momenta, ki se mi zdita pomembna. Eno je
oziroma bi rekel celo 3. Ne. Eno je lani bil del pač nekega preboja naroda v času rekel, teh zlatih časov slovenske smučarije in kljub temu, da ni bil v ospredju, v ospredju so imena in prav je tako, Bojan Križaj, Matej Svet in podobno, Jure Franko, tudi Ingemar Stenmark. Absolutno. Še vedno ga vsi povežemo z Elanom. Skoraj tako malo hecov rečeno. Se pravi, bili smo del tega momenta, bili smo ena redkih, če ne edina znamka, takrat iz tistega dela Evrope, ki je bila dejansko uspešna v zahodni Evropi, v Ameriki. In še vedno smo danes, ali pa še bolj smo pač neka slovenska blagovna znamka, ki uspešno deluje po celem trgu. Greste v Ameriko, v Vel, boste šli mimo izložbe, boste noter videli lanke, gor piše Handcrafted in the Slovenian Alps. To je dejansko s pomočjo slovenskega oblikovalskega, tehnološkega, inženirskega znanja proizvedeno tukaj. In meni sem več kot 20 let v Elanu, vam po pravici povem, ko se sprehajam tako na kakšnih obiskih, pa ko grem mimo trgovcev, pa vidim Elanove smuči noter, mi še vedno zaigra srce, ker vem, kako je trg konkurenčen, kaj je vse bilo potrebno narediti in to je res lepo videti. In to je pač tista odgovornost, ki jo držimo in jo skozi predvsem konstantni razvoj blagovne znamke. Blagovna znamka bo leta 2025 stara 80 let, ampak jo skozi lepo pomlajuje. Jaz mislim, da imamo zdaj en tak res svežo, zanimivo podobo, tudi te nove smuči Prime Time, ki smo jih lansirali, zelo barvite. Namen tukaj je bil, tako če čisto na kratko povem, po 2-3 letih, ki je bila vsa pozornost na turni smučariji pa freeridu, smo rekli, največ smuči, hrbtenica smuča na urejenih smučiščih, dajmo za te narediti en izdelek, ki je inovativen, ki se odlično pele, ki super zgleda, skratka, da ko ti kupaš nove smuči, da se ti dobro počutiš, da se počutiš na hribu, wow, ker se na koncu za to tudi neke produkte kupimo, iz nekih takih vzgibov in ta serija smuči se nam je super prijela in tudi se mi zdi, da dela to, kar za blagovno znamko na dolgi rok mora. Se pravi, da jo pomlajuje sveži pristopi. Skratka, razvoj blagovne znamke podprt z inovacijami. To je tisti ključ. Tako. In tretji še steber vaše znamke, že ne le zdaj, ampak zdaj se morda zadnjih 10-15 let več govoril, je pa pač trajnostno, zeleni prehod, kakorkoli. Sploh znamka kot je Elan, ki se, vsaj zimski del, je odvisna od narave, enostavno ne more neskončno izkoriščati narave, treba je biti v sožitju z naravo, če želimo, da bomo smučali. In kako pa Elan, zanimivo je, da ste znamka, ki je povezana s snegom, pa imate zeleno barvo in ta zelena je nekako v biti Elana. In kako vi ste se pripravili, kako že delate ta zeleni prehod in s čim stremite, ne nazadnje? Ja, devate prvo najprej od zelene barve, to je bilo sprememba nekje leta 2002, če se ne motim, predvsem v duhu razlikovanja, biti drugačen. A je bila takrat v ozadju zelena mišljena tudi kot zelena prihodnost, trajnost, to bi težko odgovoril. Nedvomno nam je pa ta specifična zelena, po angleško se reče lime green, dala neko distinkcijo, razlikovanje na trgu in to je pomembno za vsako blagovno znamko, da ima neke elemente, ki so znamki lastni. Trajnost nam je zelo pomembna in tudi, ko smo se malo bolj sistematično začeli tega lotevati, najprej smo prišli do nekih spoznanj, da je bilo že v nas skozi vsa ta leta neka nezavedna vodila. Recimo Elan ni zasledoval selitve proizvodne, neke države zniža ceno delovne sile, ostali smo zvesti temu alpskemu okolju. Zelo zgodaj smo posegali že po nekih ISO standardih, tudi iz naslova okoljskega certifikata, zato ker se nam je to zdelo pomembno. Ampak zdaj, ko smo se sprašvali, zakaj se nam je to zdelo pomembno?
predvsem zaradi te avtentičnosti lokacije. Ne. In ko smo tako za hec letos, ali pa za res, kakorkoli temu rečemo, naredili posnetke narave v okolju 1 kilometra okrog Elana, ne, v zimskem času, hribi, drevesa, ne, potem pride nekako logično, da rečeš, ta čudovito naravno okolje mora ostati tako, kot je. In to je naša zaveza. In to je neko tisto prvo vodilo, pa smo se lotili tudi strategije postavitve, oziroma postavitve strategije trajnosti zelo zgodaj. In najprej smo naslovili tiste stvari, ki jih, bom rekel, skozi industrijski proces lahko, ne, se pravi zelena električna energija, postavitev fotovoltaik, trenutno imamo 2,8 nazivne moči lastne elektrarne, kar je, mislim, da kar ena večjih v tem prostoru, zamenjava plinskih kotlov na kotle na biomaso. Se pravi, trajnost absolutno vidimo kot, veste, kako je tista trditev oziroma rek, ne, pot 1000 kilometrov se začne s prvim korakom. Se pravi, ni ene čarobne palčke, da bo z eno potezo vse skupaj rešil, moraš verjeti, da je to prav, in pač vsak dan, vsak trenutek z vsako novo investicijo narediti nekaj, da bo zmanjševal svoj okoljski vpliv. Druga stvar, ki nam je pa tukaj pomembna, je pa izhaja iz drugega našega vodila, ne, če hočeš hitro, pojdi sam, če hočeš daleč, pojdi skupaj. In zanimivo je, kako znotraj industrije nas je tema trajnost povezala. Smo konkurenti z vsemi ostalimi blagovnimi znakami, včasih tudi neko fejst konkurenti, ne? Ampak na temo trajnosti smo se pa zelo hitro zedinili, da razvoj novih materialov, recikliranje, cel kup nekih trajnostnih tem bomo bistveno lažje se lotili, če jih naslovimo skupaj. In prvo srečanje industrije na to temo je bilo na nek način na Elanovu, pobudo aprila lani na Bledu. To je bilo tako uvodno srečanje in zdaj imamo vsake pol leta srečanja, delovne skupine. In zanimivo je videti, kako vsi, ki smo v tej industriji, kako smo odvisni od zasneženih gora, kako smo zelo hitro prišli do sklepa, ja, tukaj pa moramo delati skupaj. Ker ste vsi točno to, za vse je to ključnega pomena. Res je. In prej ste omenil, da je bil eden od stebrov grajenja kultnosti Elana tudi uspešnost v alpskem smučanju, v dobi Križaja, Stenmarka in ostalih. Pa danes je pa Elan v bistvu, še danes je vrhunski šport pomemben steber, tudi marketinški za Elan, in nasplošno pa me zanima, kako pa danes gledate na vrhunski šport tudi z usmeritvijo v cross smučarske. Izjemno smo ponosni na tisto obdobje, ko rečemo temu Bojana Stenmarka, Mateja Svetinga, ki je še vedno najbolj uspešen moški alpski smučar z 86 zmagami. To je bilo obdobje, ki je tekmovalni uspehi so lepo pomagali tudi komercialnemu uspehu podjetja, ne, takrat je Elan dejansko postala, rečemo temu, globalna blagovna znamka. Drži pa, da je danes družba bistveno bolj segmentirana in tudi komunikacijski kanali jih je bistveno več, ne? In seveda, če govorimo o trženju, o marketingu, mora vsako podjetje najti ten pravi miks, ne, miks aktivnosti. Danes v bistvu ni tiste ene aktivnosti, ko bi rekel, tole bom delal, pa bom uspešen. In tekmovalni šport je pomemben, zato ker delamo produkt, ki se uporablja funkcionalno uporabna. Ne? Vi ne kupite smučke, da jo dava na mizo, tako kot imamo danes, ampak vi v bistvu pričakujete, poleg tega, da vam je všeč, pa da je prava znamka, ki vam nudi neke asociacije, da seveda produkt na koncu funkcionira. In dokaz funkcionalnosti je nedvomno tudi skozi udejstvovanje v tekmovalnem športu, zato smo tukaj osredotočili aktivnosti, se odrekali alpskemu in skokom, vse osredotočen na smučarski kros, ki tudi z vidika tekmovalcev, načina, kako tekmujejo, štirje se spustijo dol,
zelo na nek način bolj odraža vrednote naše blagovne znamke. Hkrati pa smo s tem osredotočenjem dejansko prišli do boljših rezultatov. Mi imamo zdaj na vsakih olimpijskih igrah medalje, skoraj vsaka tekma zmaga. Potem ene čudovite zgodbe, če dovolite. To so tiste zgodbe, ki ti, bom rekel, res se zapišejo v srce. Imamo dva kanadska tekmovalca, brat in sestra, ki sta na isti dan v Švici lani, na eni od zadnjih tekem lanskega leta, na isti dan zmagala. In to se je prvič zgodilo v FIS-u, da sta brat in sestra zmagala oba na elanovih smučeh. In poleg samega tekmovalnega dosežka je ta lepota te zgodbe, in v bistvu emocije, ki so bile tukaj zraven. Tekmovalni šport, če rečemo temu v trženju, imamo več nivojev, več plasti, se pravi, delati moramo in s pojavnostjo pri trgovcih, na smučiščih, v digitalnem svetu, družbena omrežja. Seveda, vsaka zmaga, je pa tisti verjeten najbolj adrenalinski del, ko sicer ne traja prav dolgo, ampak v tistem trenutku je pa špica. In je pač sestavni del, bom rekel, ene piramide trženja, je gor čist na vrhu, ampak je pa špička na vrhu in se nam zdi, da je potrebna. Tako da v smučarskem krosu smo našli disciplino, ki nam je simpatična. Seveda s tem, zdaj, ko imamo uspehe, smo tudi sami sebi letvico postavili više, in na nek način se tudi dvigujejo pričakovanja, ampak mislim, da smo našli pravo smer in lepo je videti smučarje, ki zmagujejo na tvojih izdelkih, absolutno. Se vam je pa to verjetno z snovanjem te strategije tudi dobro poklopilo, če grdo rečemo, da je v bistvu bil tudi v tistem času Filip Flisar ena bolj markantnih osebnosti vse v slovenskem prostoru. Se vem, da to za svetovni prostor ni tako pomembno, za slovenskega pa vendarle, če imaš karizmatično osebo, pa ne samo Filipa, lahko kogarkoli, je toliko lažje to iztržiti, kot če imaš nekega robotskega zmagovalca. Kar se mi zdi, da v vseh športnih panogah opažamo, da gledalci niso več ni dovolj samo, da zmaguješ in ni nič od tebe, ampak želijo, da imaš neko človeško plat, da si zabaven, da si nekaj več, in to tudi potem se je lažje svojo znamko obesati na nekoga tacga. Absolutno. Rekel bi, Filip Flisar ni poznan samo v slovenskem merilu. Zdaj, ko je zaključil tekmovalno kariero, je še vedno naš ambasador, ga uporabljamo tudi za kakšne dogodke po svetu. In kot osebnost, odprt, odkrit, iskren, ljudski, ljudje ga imajo radi, mislim, da sem prej rekel, da je lani simpatična znamka, in res zelo, zelo lepo sodimo skupaj. Drži pa, da ravno v tistem času, ko smo oblikovali to strategijo, je bil Filip Flisar eden od glavnih akterjev Elanove ekipe smučarskega krosa in zelo verjetno, zavedno ali pa ne, je tudi njegov uspeh v tistem času z Elanom prispeval k naši odločitvi. Tako je, včasih se zvezde tudi morajo sestaviti na pravo mesto. Pa če mogoče zdaj za zadnji del še par malo bolj splošnih vprašanj. Ja. Kako pa, katera je vaša najljubša športna aktivnost, ko enkrat pride april in je dovolj snega, date smuči v kot, s katerim športom se še ukvarjate? Aprila naraj še smuča. Aprila še smučate. Kje pa se konča smučarska sezona? Pomladanska smučarija ima veliko lepih stvari, malo toplejše, tudi turna smučarija v aprilu je še super, pa tudi v maju. Jaz si, če je to osebno vprašanje, tam 1. maj na Voglu, in taka tiha želja vsako leto, potem pa počasi bolj v poletne stvari. Kolesarstvo, hoja v hribe, tek, to so pa potem poletne zgodbe. Tako, ker z nečim pač vendarle moramo ostajati aktivni. Ja. Pa nekaj sva že govorila o Ingemarju Stenmarku. Kakšen je Ingemar Stenmark? Kako ga je bilo spoznati? Kakšna oseba je on? Izjemno prijeten. Oseba, ki je z 2 nogama trdno na tleh. Občutek je, da mu
slava ni stopila v glavo, če temu tako rečemo. Zgled na nek način, ne, kako nekdo, ki je veliko dosegel, ostaja človek v širšem pomenu besede. Sem priložnost se kar nekajkrat z njim spoznati, bil sem tudi enkrat pri njemu doma, ko smo ga povabili na praznovanje 75-letnice, oziroma takrat 70-letnice Elana. Zelo prijeten razgovor, ponudil mi je piškote, eno kavo smo spili. Skratka, res prijeten človek za družiti se. Pa nekaj sva že govorila o tem, kaj motivira Elan, verjetno zelo podobne stvari motivirajo tudi vas, pa glede na to, da ste omenili, da ste v Elanu zdaj že skoraj 25 let približno. Kaj pa so še vaše cilji, ki vas ženejo naprej? Kje bi se želeli sebe in Elan videti, ko boste enkrat zaključili svojo kariero, kar še ne bo kmalu, ampak vendarle. Kaj vas žene, kaj vas motivira za naslednjih 10 let? Bom najprej za Elan povedal. No, prav, velja. Sem nedvomno po naravi optimist in tako kot grejo zdajle stvari s podjetjem Elan, jaz verjamem in to tudi velikokrat sodelavcem povem, da najlepši časi za Elan še prihajajo. Zato, ker smo res ostali tisto avtentično podjetje v tem alpskem prostoru, trajnostno naravnani. Skratka, imamo vse tiste elemente, ki jih danes ne moreš kupiti. Marsikaj se da kupiti, avtentičnosti ne moreš kupiti. In te stvari postajajo vedno bolj pomembne tudi za globalno publiko, ne, se pravi, da je tukaj v Sloveniji eno podjetje, ki že skoraj 80 let z enim zanosom dela alpske smuči in ostale športne izdelke, in sem prepričan, da na veliko trgih imamo še ogromno priložnosti in verjamem, da jih lahko izkoristimo. Tako da za naslednjih 10 let dovolj dela. Ni nobene bojazni. Torej. Ni nobene bojazni. Mislim, da je na tej optimistični točki tudi dobra točka, da zaključimo tale najin pogovor. Leon, najlepša hvala za obisk v našem studiu, tako da in se veselim, da upam, da tudi kdaj v prihodnje še ponoviva. Hvala tudi vam, mi je bilo zelo v veselje, da smo imeli tale pogovor, klepet, prijetne teme, lep dan preživeti v studiu. Naslednjič pa upam, da se dobiva nekje na smučišču. Z veseljem. Vam pa najlepša hvala, da ste bili z nami. Ta podcast omogoča naš partner Športna loterija. Kmalu bomo spet z vami z novimi zimskimi temami, do takrat pa hvala za pozornost in pa naslišanje.